Prej je bil bolj špeli. Ti kar snemi, stari, zdaj le bo tudi uredil. Poslušaj zdaj. Prej je bilo bolj, mislim, malo boljše, ni pa tako, kot je bilo prej. A res? Na redu. Noč. Jaz snemam tudi tam. Da... Ja, vidva tudi. Ja, dej pa govoril v majk, ker te sploh ne slišim. Govorim v majk. Boljš, ja. Ej, veš, kaj ti moram povedati? Ful dobro štorijo. Nekaj te podkajala, samo ne vem kva. To sem slišal. Prejšnji teden sva šla na pauzo in skor bi se zgodilo, da bi res trajal en teden, da bi prišla do današnjega snemanja. Ker sva se skoraj zaklinila ven. Ujebem ti. Ja, po sreči sem imel ključe, ker drugače bi mogla iti do Lukata peš v Trzin, ki je najbližji, ki ga poznava, po ključ od firme. Ujebem ti. Veš, kako bi bil vesel, ko bi čez 1 uro pa pol prišla. Ja, kako bomo je paratali pol? Ja, po nesreči sem ključ najdel globoko v žepu. A ja, ključ si najdel, to nisem slišal. Ja. Okay. Hvala Bogu. Manjši heart attack, to se zgodi. Dobro, sam da si imel ključ, to si dobro naredil. Ja, kar sreča, ja. Ker drugače bi bilo pa kar zabavno, bi rekel. Ja. Nič ne, kva in kako drugače. Dobro, ti slišal, da zboljš, ko prejšnji teden, nisi pa še čist. Ja, noro sem. Ja, mislim, nisi zdaj za LDGD ta teden, nisi, tako da ti se... Ne, vse smo naredili. Ja, se je bilo tako dobro, da mislim, da smo že slišali tudi v epizodi, tako da... Da bomo pa zdaj še naprej to delali, pa tudi ni treba, no. Sej ima enkrat posnet, sej ne dal špico, če še ni dal, mislim. Ja, tako jaz mislim, da mora da. Jaz ne vem, zakaj še ni, a veš. Tako. Mislim, edin razlog, zakaj še ni, bi lahko rekel, da je ta, da sem pozabil poslati. Aha. A si poslal mi? Ja, tisto, kar je bilo 14 dni nazaj od velikega vodja, prav bom si prebral. Neo. Lepo si beremo, pa je tišina. Ne bom bral, ker ta tišina je, mislim, ne bom bral, ampak ne zdaj. Ne zdaj. Tako ja, bomo pol prebrali tole. Bo pa v zapiskih za tiste, ki ste farili, koliko je jaz prejšnji teden. To je že old news takrat, veš, takrat boš pogreval. Ja, ta zgodovina mora biti 30-70, 30-70, zihar bo imel še kaj, veš. In ponavljaj, dokler ljudje ne popizdijo. Se za tega malo mena, po moje. Pa se po moje vsem čisto všeč. Svobodi se mi zdi, da tudi kar paše, da se malo pogovarja. Misliš? Ja, bolj kot v zdravstveni reformi, ki je ni, ali pa v vseh reformah, ki jih ni. Vse, kaj pa je. Imaš svojega sovraga, ki ga lahko pol. On je res hvaležen sovražnik, razumeš? Zdaj razumem besedo, ki ga bom končno. To je hvaležen sovražnik. To bi mogla biti nova definicija. Mislim, da si ja. Najhvaležen si sovražnik politične ali katerekoli opcije. To je res dober. Mislim, da si ja. Veš, če imaš takega sovražnika, prijateljev, da rabiš skoraj, mislim. Ki vse sam zrihta. Skozi razumeš, nekje podžiga, pa nekje ne vem kva. Mislim, veš, to je fulene energije za to, ampak eni očitno imajo. Eni pa imajo, ja. Dajmo, pojmo hlebšim temam, Dan Brisače je bil ful super. Ja. Piknik je tudi uspel. Tako odbla. Ja, na pikniku sem bil. Na pikniku sem. Ja, upam, da sem bil, no. Daj si ga malo bližje, kaj še zdi ne sliš. Kako me ne sliš? Zdaj te pa sliš, Kako? Jaz moram priti malo bližje. Ne, ali pa mikrofon malo... Ali pa bolj na glas govor. Neki. Daj še ti zelo, da. Neki je. Slišiš. Zdaj pa je. V glavnem, Dan Brisače je bil, super je bilo. Bil pa šel. Ja, piknik je bil pa šel. Upam, da drug let spet bo. Kaj še? Kaj se je že zgodilo? Na obletnici... Kaj je nehal padati? Na obletnici, ja, nehal je padati, to tudi. Pa na obletnici mature sem bil in sem zvedel, kdo je ona sošolka, ki mi je dala 4. knjigo Štoparskega vodnika po galaksiji.
Sam zaradi tega, ker se ta dogodek v resnici v moji časovnici, v mojem paralelnem vesolju še ni zgodil, vam še ne morem povedati, bom pa drug teden. Veš, mislim, ker vem, koga vprašati, vem, koga sem vprašal, ampak ne vem še, kakšen je odgovor, tako da moram še počakati, da vam lahko povem, kaj Nataša ni. Precej zapleten tole, ampak ja. Ja, to so pa ta paralelna vesolja, ki smo jih imeli prejšnji teden. Zdaj lahko obdelamo v prejšnji epizodi, kaj drugega, da vem, kaj je bilo. To je bilo to, ne? Ja, to je bilo to, ja. No, pa danes malo drugače, gremo pa zdaj na avizo. A smo šli, malo smo zamešali. Ritem. Ja, pa imamo zdaj na avizo, na vse vreme. Kva smo čist divi. Ja. Zdravo, štoparke in štopari, to je podcast o tem, da ste bili nedvomno obveščeni, da se v okviru načrta za razvoj zunanjih predelov galaksije zahteva izgradnja hiperprostorske obvoznice skozi vaše osončje in vaš planet je predviden za rušenje. Kljub temu, da bo postopek trajal manj kot 2 minuti, bomo o tem fenomenu govorili in tudi smo ga že govorili. Torej, bomo bili o tem in še o čem govorili. Aljo. Peli. In zi. Bomo bili? Ja, bomo bili si upeljal noter. Ja, seveda, se smo že prej imeli prihodni preteklik. Bom bil, ne? Ja, hvala. Da ne vzmede. Ne. Nobene zmede ne bomo imeli. Ne, tako. Da se vam zahvalimo, ker nas prenašate že več kot 3 leta. Ja. Tam imamo pa že dolgotrajno razmerje. Sicer ne tako, da smo bolj že neki, mislim, da se deli, se na pol deli pa tako. Ja, zdaj, 3 leta skupnega, ne vem. Zdaj 50-50. Skupnega gospodinjstva smo 3. Kako je 50-50, če smo 3? Ja, lej, 50-50. Ta bistromatika mi nikoli ni šla, razumeš? Dobar je, pa tu 0 bomo že razdelali, pizda. Tudi na 3 kose, ali kaj? Nič lažjega kot to. Hvala za vse ribe, pika si. Za nas lahko poveste še komu. V prejšnji epizodi smo pa že pogledali. Ne? Ja, se smo to obdelali. Sej smo že bili. Ja. To je paralelno vesolje, pa se ta. Tako. Ja, kvarnik. Zdaj smo po 4. poglavju. 4. poglavje, ja. Triša ima, po moje, jetlag, mačka, pa vse skupaj. Zjebana je čistija. Čiste je povožena. Do asfalta, sam po mojem, da nima mačka bolj jetlag do asfalta. Ja, sej, ampak veš, če kaj spiješ, pa mogoče, ne vem, ni moralen maček, ampak tam, kaj se dogaja. Ampak, ker si pa to rekel, a veš, v tistih cajtih je bilo na čezoceanskih letih alkohola, kakor z ga hotel resnice. Točno to, sam rekel si, pa so ti dal, ne? Pa je bolj vse, kak zgorla. Ne vem. Meni je zmer dobro vse. Ko pravi, dolah ali gorlah, ni bilo, nisem bil s tem težav. Mili bare ni prešteval zraven. No, tako pravijo, jaz ne vem, da tam gor bolj vse, kak gorla. Jaz sem in čez ocean in čez Ameriko, oboje sem probal, pa šlo je. Ben je rekel, da se ne da. Jaz sem, po moje, vedno sem toliko pretiraval, da nisem vedel, kaj je malo, pa kaj je veliko. Veš. Kar je v bistvu čist točen opis vsega stanja. Okay. Ja, v glavnem, jetlag. Ja, jetlag je prišla je domov na njeni lepi travi, ne, ker se hotla se izlekniti. Ja. Prav, imela Angležne pa ima lepo travo pred bajto, ne. Ja. So bile vtisi, ne. Ja. Predstavljaj si zdaj, da Ismet iz Horjulja, pa da na njegovo ljulko, razumeš, neki vtisi tam se zgodijo. To bi bil pohod Instagram. Sam res ni nič brigal. No je bolj k. No je bolj Joker, razumeš. Ampak je imela pa vrtnarja, ki ga je to zanimalo. Ja. Evo, to je pa Ismet iz Horjulja, ki mu ljulka. Ne, meni en tak deluje, kot uni, ki bi se
ki bi se še danes o COVID-u pogovarjali. Kako so nas zafukali. Ne, ki bi se, ki se. Mislim, da se, ja, se. no tako, ja. A veš, mislim, nekaj ne dajo mera, ne. Ja, lej. Ja. Moraš ne. Vse smo se prejšnji teden pogovarjali o zgodovini, pa o tem, kako ne, a veš. Ja, se vem, ne, ampak tako, a veš, tako dober je bil upisan, veš, mislim, ne verjame v jetlag, ne verjame, da New Yorkčani hodijo dopoldne že, a veš, v krog, ne. Ja. Ampak verjame pa v vse teorije zarote. To pa itak. To mu je bilo pa vse jasno. To pa lagano. Pa to je bilo še pred internetom, kva šele zdaj, ne. Ja, ne, se oni mogo pamflete dobivati, razumeš, na ciklostilu naprintane. Seveda, pija. Fanzine, kako se temu reklo včasih? Ne vem, kako. Bile so publikacije. V sred 70-ih se je zgodila prva ta UFO neki. Kaj, kakšna revija je začela? Ja, en model, ne vem, zdaj sem zmislil Arkansas, ne vem, neki, ne. Je prišel do nekih podatkov, ki si jih je narobe interpretiral, zelo. In je pol ta res, vse to ima več ljudi s tem težave. Kaj je Johnson? Mojo plačilno listo narobe interpretiram doskrat. To tudi dvigujem roko, čeprav ne, okay, je bilo že slabš, pa smo tudi jamrali. To smo tudi jamrali, ja, tako. Ne, ampak v eni od tale, kaj je že, ne, no, ampak sam recimo, a veš ti, v tistih cajtih, ne vem, recimo v 80-ih, je bilo, ne vem, neke vire, si mogel precej več truda vložiti, da si jih najdu, pa nekako mal prečekiral te stvari, kakor danes, ne? Ja. Mislim, čeprav te pa res danes pa te zveč srajna zasujejo. Mogo se biti bolj srcem pri stvari, pa res si mogo investirati ful enega cajta v to, ne? Da si neko zgodbo preveril, ne? Ja, veš, danes pa za ene zgodbe samo na prvi ver klikneš, pa ugotoviš, da je vse narobe, tisto, kar si. Ja, pa ti vse potrdi, ne? Ali ti pa vse potrdi? No, ja, ti vse, kar si ti hotel, ker je jasno. Veš, jasno so lizard people, kako ti ni jasno. Ja, vse se že skozi sumo, da so. Tako, vas pa kliknil, pa šel naprej. Ja, tako, kar naš prijatelj Erik, zihar je bilo tako, samo da on je imel pač še tone na ciklostil. Ja, on je mal bolj old school, ampak ne, kot si ti rekel, se mogo mal bolj potruditi. Ali pa sploh ne, veš, lahko pa pač, da je bil v countyju kakšen tak, kaj je imel, ne, a veš. Ja, mal se pač nekdo, ki je imel dostop, posel pa parkoni in konjušniku so se pa dobili, ne, ob četrtkih ali pa vadevra, veš. Valjda, ne. Lokalni pijanček, ki se je zunil z beštjami, ki so ga obletavali, ki ga v bistvu niso, se je boril. Ja. Pa je pol jim razložil še ene par stvari. Tako na vrhu, pa se pa oni še malo razpredeli, razumeš, in pol v 15 letih rata to, da ne, vse, mislim, lej, sveta pisma se tako piše, lahko. A veš, sam dolg, a veš, ti se pa res dolg cajt trajali, preden so vse napisali, pa ne, par stoletij, kako če jaz prav razumem. Ja, se so 150 let po dogodku šele začeli, tako da. Pa niso začeli razmisliti, kaj je napisala, ne. Ja. Po tehnem razmisleku. Urednikovanje je bilo dolgo, močno in tudi par jezikov je zamenjalo. Kot smo prejšnjič rekli, the book. Ladies and gentlemen, the book. The book. Ja, lej. Imamo zdaj, ne? Tole pa imamo, ne? Ja. Pa vse je čist res do pikice natančno, razen če nam ne paše pa interpretacija. Ja, valjda je tako. Valjda, vedno je tako. Z tega mi je Rick Rubin všeč. Zdaj prišel do spoznanja, da stvari so lahko takšne, kot so, razen če niso. Če niso, so pa takšne, kot so. In to je. Mislim pa sej dejstvo je, da moraš ohraniti nekega svobodnega duha, ne? Ja. In ne vem, nek pristop začetništva k vsaki stvari, ne? Ker. To je dobro, ja. A veš, ker kolikrat smo šli že čez neke te, ne vem, že pri Paradajzu, ne, da je bil strupen, pa kancerogen, pa super živilo, pa pol spet ne. Pa rdeče vino, isto. Ne. Ja, ne, zdaj, a ne, prej so bili kozarci rdečega vina smogo, ne, ja. Zdaj, če le daš kaj nase alkoholu, ne smeš prijeti, tudi mem stelaže ne smeš jeti. Razen če si v uni lučini, ki moraš vsak večer liter vina.
Ne. Sam jih je zmeraj manj. Ja, to je pa res, ne. A veš, Ja. mislim, ne tako kot, ne vem, recimo ti neki te zdaj Hubermani in te ti razlagajo, ne, da je, mislim, da je to čist ne. Ja, to je itak, da čist ne. Pa čist moraš zgodaj vstajati, pa ful se moraš... Ja, zmrzlo vodo tuširati. Pa, Ja, to, pa nič jesti, pa nič kave piti. Pa, Ne kavo lahko 1 uro potem, ko si se zbudil. Ja, dobro, ajde. Mislim, Ja, sam moraš pa tudi nehati že ob 12, praktično. Ta prva kava ob 11, ta druga kava ob 20, konc, fetik. Ne, pa moraš iti pa malo laufati, pa malo moraš iti spati tudi, to je dobra stvar. Siesta zmeri pomaga. To je dokazano, ampak pomoč pa popolne je pa še zmeraj še en peak moment za misliti ali pa za fizično delati. Dobro. 6 Hubermanov poslušaš, pa vse veš. Ker sem nehal, ker so predolgi. Ja, predolgo je. Sam je zanimiv, da on še zmeraj to snema, ne? Tako da mogoče še kaj pove. Ne? Zdaj je bil pri Riku Rubinu, ki smo bili jih pa njemu, pa je bil še ta Jack Kruse, on pa nekaj v svetlobo verjame, pa te neke stvari. Svetlobo? Ja, mislim, to, da je pač jutranje sonce pa pomembno, pa popoldansko. Ja, 20 minut moraš zjutraj v sonce gledati. Nekaj to, ja. Ta varianta. Da smo bili čipa pred tabo. Ja, pa da smo v bistvu polprevodniki, pa pa tret. Mislim, ful banaliziram. Ene par stvari je ful zanimivih, ene par stvari je pa. Dajmo počakati nadaljne rodove znanstvenikov, da to potrdijo ali ovržejo, ker nisem čest prepričan, če je vse, kar gospod misli, da je res. A veš, ne? No, se pravi, to, kar smo rekli, ne, pač vse stvari je treba vzeti z nekim... Sam je tudi Huberman, kukar znanstvenik je, si je rekel, ja, stvari se zanimive, tako kot si razloži, ok, ampak vsekakor bom sem poglobil v zadeve, prebral knjige, a veš, baje so bili tudi, mislim, je osnovano na ne vem kakšnih študijah, ki so pač ta prave študije, ne inštitut, ne vem, Jožefa, Bog ve koga. V Honolulu. V Honolulu, ja, zaposlen en človek. Univerza v Honolulu Ja, je naredila ekspertizo na 4 ljudeh. V glavnem, in jim je blazno sonce koristil. V glavnem, pogovarjali so se 4 ure in moram reči, da sem si mogel razkosati hudiča na cel teden, ker nisem mogel zdržati, da bi jih poslušal skozi. Ampak je bilo pa zanimivo. No, je bilo. Ja, je bilo zanimivo. Sam zdaj čakam, da bo Huberman naredil en krajši 3-urni recap, kaj se je naučil. Pa da to eni drugi zdestilirajo polurni format. Tako, okay. Ja, tako da. Na TikTok počakaj. Ja, mislim, da si ne zapomnim, tako se ga pa tudi razumem, ne vseh stvari. Zdaj pa, da bi šel pa vse te članke znanstvene brati. A veš, da se moram naučiti najprej članke znanstveno brati in to zahteva 10 let študija, pri teh letih nisem, jaz bom pol pri 70 bom šele razumel, za kaj se gre. Takrat bo una teorija glih padla že, veš, ko se ti naučil. Bolj, da sam počakam, pa poslušam kaj drugega vmes, veš. V redu je. Ja, v glavnem, Erik je bil take sorte tiče, da pač ne, je... da je res razmišljal o alternativnih, kako bi se rekel, kako bi človek rekel, zgodovinah in interpretacijah stvari. Ampak Triša je pa v resnici še zmeraj hotela iti sam spatne. Ampak ni. Je ni pusto, ne? Ne, ni je pusto, če mogo razložiti stvari, ne? Je pa ne samo to, tudi polka je končno rekla, da gre spat, pa se zmenila okrog kune kosilnice, pa bohe česa vsega, ker ste še mogli tisto obdelati. Ja, veliko, seveda. Pol pa je zvezda v posla, pa ni mogla spati in študirala, ko bi naredila in pol če šla na en žur in pol je spet tle. Nasmešal Štoreja v enem modelu, ki ga je srečala, ki je bil v New Yorku, pa v njegovem bratu, ki je tle. Ker se res nista marala. Ker se res nista marala in sta bila grško-nemškega rodu, oziroma nemško-grškega, odvisno koga vprašaš. Ker ni Slovencev poznal. Drugač bi bila lahko čista Slovenca, se tudi ne bi marala. Ja. No, da. Zanj so Poljaki povedali en dober rek, ne. Daš 2 Poljaka skupaj, pa imaš 3 različna mnenja, ne. Ampak mislim, da velja za vse narode na svetu. Verjeten, ja. To je pač, vsak si po svoje to nekako oblikuje. Ja, valjda. No, v glavnem, in pol je razmišljala in se ne vem, kaj se pa zgodi. V bistvu pa se ne zgodi nič. Razmišlja.
Ja. A ja, veš, kaj se še vmes zgodil s temle Erikom? 3 resno deklico je dal, ne? Za srečo. Za srečo, Za ja. srečo, tako. To je bil Še posebej je preveril, da ni bila 4-resna, s katero je odpadel list. to mi je bil kar dober, ja. Ja. Se je res mogel Se je res potrudil, ne? Sam to je una eseška detala iz prejšnjega, ki je atom, ki je to. Zdaj veste, zakaj je bil prejšnji poglavje. Mislim, Ja. Zdaj vemo. No? Ja. Tako, Ja, tako. tudi jaz vem. Ja. Če smo se sprašvali in ta valute, mi zdaj vemo. Za eno kratko šalo, ki jo je mesovalil, ne, pač ne, treba. No, v glavnem, pol je poklicala prijateljico in ugotovila, da je klub zaprt in Da ne v nič. in da ne v nič, in pol se v kader pojavil še en supermarket in eni kuhinjski recepti, v katerih ne bi, ker si morate šalo prebrati, če hočete, da bo slišati res Ne, dobro. v bistvu je hotel povedati, da se nam stvari običajno, tako kot si jih zamislimo, nikoli ne izidejo. Ne. Da je zmeraj treba malo improvizirati. Ne. To je tle uno, bajel eno novo, ne, da se stvari zgodijo medtem, ko ti Planiraš. planiraš življenje. Ne. Ja. Ja, tam smo. Ne. Ampak pozno zvečer pa je na njeni trati pristala tuja vesoljska ladja. Jaz ne vem, domačih ni bilo. ali kaj? Ja, tiste, ki jih ima NASA v skladiščih. Ali kaj? Ja, je to, ja. A? To, kaj je Area 51. ali kaj. Tako. Ja. Ja, očitno je bila original tuja. Ne. Tako da, ampak več o tem bomo pa zvedeli v naslednjem poglavju. Večina običajnih. Ja, najlepša hvala, ker ste nas spet poslušali čisto do konca epizode, v kateri je Triša ugotovila, da je klub zaprt. Bog, Triša. Ja, pa ona si je črno oblekco že gor dala. Ne? Sam veš, še to. A Ne, veš, a veš, mislim, ne? Da pa pol ure Je študirala, kva bo oblekla, pa pa se se spomnila, spet- da ima ta novo iz New Yorka. Veš, Ja. Pa ja. klub zaprt. Ne? Ja. Se nima še Čisto pa brez kam veze. pokazati. Dobar Dobar je. John Lennon je bil prav. Hvala vsem, ki nas podpirate, ali pa vsaj poveste še komu za nas. Sam mal medklic scenaristov, že zi pove za podpiranje pol, tako da to lahko. A to smo že imeli enkrat. Dobre. Po mojem, pa Ja, se je pol montažer Ej, tudi bolj zbrisal, dvakrat kot bolj. pa pozabil povedati scenaristov. Ful hvala. Ful, hvala. Ja. Ja, no, lahko pa se oglasite tudi na Discordu, kjer je še zmeraj isto mirno kot prejšnji teden. Tako da je lušen, ful se ne kregamo en z drugim. Mogoče pa tudi ni treba priti, ker če se hočete kregati, pejte kam drugam. Ja, ne, pa ne hoditi. Ja, tako da, ja. Lahko pa poveste, če se kregate na kakšnih drugih Discordih, na družabnih obrežjih, kjer smo posod, afna, upravičujemo se. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti je ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe, .si. Hvala lepa, čau. Hvala, Čau. To je to, ne? Zdaj pocajti se do drugega tedna, no, mislim. Bom, upam, da se bom. Evo. Upajmo, ne. Tole se ti pa že malo dolgo leče. Ja, to pa. Ja, je treba že malo A se doktorji. šel testirati, stari? Kaj si rekel? A se šel testirati? A si šel v kamp COVID-a ni? Camp COVID-a ni. Ja. Sem se testiral že drugače tudi, ja, nisem imel. Ma se hecam. Vse vem. Evo, jaz sem sejvel. A ja, čakaj, smo še ugasniti.